našteje. Poglavitno vprašanje. So reči zunaj nas, zase, tudi brez nas. Ali pa so reči v nas, za nas, ne brez nas. Katero prepričanje je pravilno, o tem še ni padla odločitev. Kongres, ki naj bi odločal o tem, je bil, kot je to v navadi že celih 200 let, v samostanu Misank, ki ležijo v rumeni reki. Vprašanje se je glasilo. Je rumena reka resnična? Ali obstaja samo v naših glavah? Med kongresom pa se je sneg v planinah začel topiti. Rumena reka je preplavila bregove in odplavila samostan Misank z vsemi udeleženci kongresa vred. Tako ni moglo biti dokazano, da so reči zunaj nas, zase, tudi brez nas. Saper vedere, znati videti, znati vedeti. Prišel je nek mlad gospod, želi, da bi ga učili. Zelo lepo je oblečen in ima priporočilo. V številnih raziskavah, gospa Sarti, sva Andreja in jaz prišla do odkritij, ki jih svetu ne moreva več prikrivati. Napočil je nov čas, nova doba, kateri bo užitek živeti. Tako upam, gospod Galilei, da bomo tej novi dobi tudi mlekarju lahko plačali. Vzemite na primer tiste smešne cevi, ki jih prodajajo v Amsterdamu, na dan sem jih pregledal. Tulec iz zelenega usnja in dve leči. Ena takale in druga takale. Pravijo, da ena poveča in druga pomanjša. Vsak pameten človek bi mislil, da se izravnada, pa ni res. Skozi tisto reč vidiš vse 5-krat večje. Tega ti moram povedati, Andreja. Ne govori nikomu nobenih idej. Zakaj ne? Prepovedano je. To je vendar res. Ampak je prepovedano. Teram quoque globi formam haber. Vaša ekscelenca, visoka signorija, s globoko radostjo in z vso dolžno ponižnostjo vam izročam popolnoma nov instrument, svoj teleskop, sad 17-letnega potrpežljivega raziskovanja. Tile mislijo, da so dobili donosno igračko, pa veliko več. Sinoči so teleskop obrnil proti luni. In kaj si videl? Sveti sama. Kaj? Trdnjavo Santa Rosita vidim. Gospod Galilei. Tamle na čovnu ravno kosijo. Pečene ribe. Kar svine se mi cedijo. Povem ti, astronomija je obtičala za 1000 let, ker niso imeli teleskopa. Gospod Galilei, s tole rečjo se pa predobro vidi. Svojim ženskam bo moral povedati, da se na strehi ne smejo več kopati. Torej ni razlike med Luno in Zemljo. Očitno ne. Še ni 10 let, odkar je bil v Rimu sežgan Giordano Bruno. Trdim je ravno to. Res je, ampak vidva vidiva. Kar gledaš dokazuje, da med nebom in zemljo ni razlike. Danes je 10. januar 1610. Človeštvo svoj dnevnik zapisuje, nebo je odpravljeno. Kaj ima gospod Galilei, matematik, popraviti s filozofijo? Gospod Galilei, še tako sem vas predolgo poslušal. V zahvalo za mojo prijaznost ste me usmešili pred vsem mestom. V zgodovini vam odslej živo kot kurakor, ki so ga potegnili za nos z nič vrednim bukalom. Zemlja se vrti okoli sonca. Razumete? Misliš, da res? Pa ja, to je dokazano. Tukaj sem. Ne, vse je v najlepšem redu.
Medicinska fakulteta izjavlja, da je izključeno, da bi pri obolenjih v starem mestu šlo za kugo. Mi jasni bi morali pri sedanjih temperaturah smrzniti. V takih primerih je najslabša panika. To je samo val prehlada za ta letni čas običaj. Vsak sum je izključen. Vse je v najlepšem redu. Ampak gospodom bi bilo treba samo pogledati skozi teleskop. Quamquam in medium mundi terram quiescere inter autores Še sam papež bi vse mogočnemu lahko izginil izpred oči. Ja, to je zabavno. Pa me le veseli, če vem, da boste ostali ob svojem velikem očetu, ki ga vsi tako čistvamo, dragi moj otrok. Sprašujem se, če morda ne poznam vašega spodobnika. No, me veseli torej, če vem, da boste pospremili svojega očeta. Potreboval vas. Tako ste še mladi in naravni. Tako zgolj meso in kri. Veličina pa tisti, ki jo je Bog naklonil, ne prenašajo zmeraj lahko. Ne zmeraj. No, pojdite pač plesat. Pa ne pozabite mi pozdraviti patra Kristoforusa. Dimetiens et sectio communis circuli ABC erecti ad ipsum plano. Svoj čas ste v Rimu podpisali, da se ne boste več umešavali v ta cirkus skrožene zemlje okoli sonca, gospod. Vendar bi utegnilo zmesti, če bi izvedeli, da so napadi na doktrine svete cerkve ostali nekaznovani. Ni vzel knjige, kaj ne? Oče, bojim se. Gospod Galilej, Florentinski dvor se ne more več upirati želji svete inkvizicije, da bi vas v Rimu zaslišala.
Bos svete inkvizicije vas že čaka, gospod Galilej.